Mesta v vojni zvezd so, veliko več kot samo kulise. So resnično zapleteni, živi ekosistemi, ki pripovedujejo svojo zgodbo, od bleščečih vrhov galaktične moči pa vse do senčnih globin kriminalnega podzemlja. Poglejmo si to urbano galaksijo od blizu. To vprašanje nas prepelje naravnost do prve postaje na naši galaktični turneji, do mesta, ki je postalo sinonim za obseg in moč v vesolju vojne zvezd. Dobrodošli na Korusantu, političnem in kulturnem središču galaksije. Ampak to ni kar eno mesto, to je Ekumenopolis. To je tehnični izraz za planet, katerega celotna površina je prekrita z mestom. Mesto, ki sega kilometre in kilometre v nebo in v globino. Poskusimo si predstavljati tole. Več kot 1000 milijard prebivalcev. Ja, prav ste slišali. To je ocenjeno prebivalstvo Korusanta. Več kot 100-krat več od celotnega prebivalstva Zemlje danes. Vzdrževanje takšnega mesta zahteva tehnologijo, ki presega naše najdraznejše sanje. A vsa ta ogromna populacija ni enakomerno porazdeljena. Ne, daleč od tega. Mesto je razdeljeno na kar 512 ločenih ravni. Na samem vrhu, v bleščečih stolpih, živijo elita, politiki in jedi. Spodje v večnem mraku pa se skrivajo kriminal, umazana industrija in revščina. To je res svet skrajnosti. In kako za vraga vse to sploh deluje? No, Korusant je odvisen od absolutno neverjetne tehnologije. Repulzorska tehnologija, ki manipulira z gravitacijo, dobesedno drži mesto in ves promet v zraku. Ogromni fuzijski reaktorji zagotavljajo energijo, medtem ko napredna umetna inteligenca nenehno upravlja logistiko, da se celoten sistem ne sesuje sam vase. V redu, zdaj pa se premaknimo iz galaktičnega jedra malo na obrobje. Tu najdemo mesta, ki so prav tako impresivna, ampak na čisto drugačen način. Spoznajmo dve skrajnosti, ki uspevata na robu znanega vesolja. Najprej se povzpnimo v mesto v oblakih. To je elegantno, na videz utopično mesto, ki lebdi v oblakih plinskega velikana. Njegov glavni namen je pridobivanje plina tibana. To je ključna sestavina za orožje in hiperprostorske pogone. Vse je čisto, urejeno in prefinirano. In potem je tu Nar Shaddaa, popolno nasprotje. Temu pravijo tihotapska luna, vertikalno mesto brez zakonov, preplavljeno z neonskimi lučmi, kriminalom in nevarnostjo. Če mesto v oblakih predstavlja red, je Nar Shaddaa utelešenje čistega kaosa. Razlike med njima so očitne. Medtem ko mesto v oblakih zakonito izvaža dragoceni plin in ga naseljujejo rudarji ter administratorji, je Nar Shaddaa središče črnega trga, dom tihotapcev in lovcev na glave. Dva svetova, ki si res ne bi mogla biti bolj različna. Ustvarjalnost za temi svetovi je preprosto osupljiva. Predstavljajo nam galaksijo možnosti, ki premikajo meje naše domišljije. In to nas pripelje do enega res pomembnega vprašanja. To pa je ključno vprašanje, kaj ne? Kako lahko navdih iz teh fantastičnih svetov prenesemo v razmišljanje o naši čisto resnični prihodnosti? Poglejmo, kako bi lahko inženiring prihodnosti izgledal, če bi se zgledovali po tako drznih idejah. V redu, zdaj pa gremo od analize fikcije k špekulaciji o resničnem inženiringu. Predstavljamo si orbitalni hangar naslednje generacije. Nekaj, kar je navdihnjeno znanstveno fantastiko, a temelji na tehnologijah prihodnosti. Ta koncept združuje industrijsko moč, kot jo vidimo v filmih recimo Stotnik Amerika, z elegantno napredno vizijo ladjedelnic, kot so Utopija, Planicija v zvezdnih stezah. Gre za združitev surove moči in neverjetne prefinjenosti. Torej, kaj točno je to? Orbitalni hangar 2550 bi bila masivna, samozadostna struktura v orbiti, katere edini namen bi bil gradnja ladij, ki nas bodo nekega dne popeljale do zvezd. In kako bi gradnja sploh potekala? To ni več kovičenje jekla, govorimo o kvantni umetni inteligenci, ki oblikuje ladje, o atomskem 3D tiskanju, ki jih gradi iz nanomaterialov, dobesedno atom za atomom, in celo o teleportaciji za premikanje ogromnih delov. Vse to bi seveda poganjale tehnologije, ki danes zvenijo kot znanstvena fantastika. Materiali, ki se popravijo sami, neomejena fuzijska energija in centralna umetna inteligenca, imenujmo jo Aegis, ki bi nadzorovala celoten proces. Tako smo prehodili pot od izmišljenih mest v galaksiji daleč stran do potencialne prihodnosti človeštva v naši lastni orbiti. Ključna točka je seveda povezava med tema dvema svetovama. In to je morda najpomembnejše spoznanje. Veličastne vizije, kot je Koruskant, niso le sanjarenje, spodbujajo nas, da si zastavimo vprašanje,
Kaj pa če in prav ta radovednost je gonilna sila resničnih inovacij? Vprašanje torej ni, ali bomo zgradili prihodnost, ki si jo zamislimo, ampak katero izmed teh neverjetnih sanj bomo izbrali za naslednjo. Prihodnost namreč ne čaka, da jo odkrijemo. Čaka, da jo zgradimo.